Ste pa bili prisiljeni v času korone kot nekaj inovativnih rešitev, šli ste v bistvu Aurora je bila snemanje, imeli NPT-ček, v bistvu je uspelo. Ja, seveda, treba je bilo nekaj narediti, več streamov je bilo, fokusirali smo se na online zadeve. Bilo je uspešno, kakor se pač da biti uspešen na netu, vse to fajn, super, lahko in prav, ampak pač ja, ne more zamenjati tega občutka, ki ga dobim zdajle, ko vidim tole množico. Tako da ja, NFT, v bistvu s firmo, z Vibrato smo si prizadevali, da bi uresničili te stvari že pred parimi leti, bilo je zelo težko. Zdaj pa z tem boomom NFT boom, ki se je zgodil, smo pa dobili možnost, da smo v bistvu v kriptovalutah oziroma blockchainu prodali oziroma dali na voljo moj prvi špil, moj prvi online špil, neke remix verzije, komadov, zelo ekskluzivne stvari. Tako da je bilo zelo zanimiv experience in s tem gremo naprej. Jesen bomo ponudili večji množici artistov, da bodo lahko svoje NFT-je delali prek naše firme, prek Vibrata in mislim, da bo zelo zanimiva stvar za prihodnost glasbe, kako se konzumira in oziroma kako bi lahko. Ampak živi špili pa ostajajo, ne? Živi špili ostajajo in tudi to bo prioriteta NFT oziroma pač te stvari, ki jih bomo prek tega uspeli narediti. Je samo nek dodatek, ne vem, mogoče, da bo, če bi rekel optimistično, da bo zavzel mogoče 20%, 10% celotnega posla, ampak mislim, da je vse to vredno narediti, ker so zelo zanimive zadeve, zelo fajn. Kaj pa festivalska Slovenija? Ostaja, se razvija, mi smo imeli Stellar Beat, ki je bil ena taka res fajn stvar. Ja, mislim, razvija. Kam se bo razvijala, kako se bo razvijala. Tole je zdajle festival, verjetno si ga bomo zapomnili, sploh predvsem temu strašenju, ki ga imamo strani vlade. Pač nažalost je taka situacija in nas že močno pripravljajo na novi val, tako da jaz bom živel tale mesec, ker mislim, da bomo odprti, pa se bom pripravil na neko spet to novo, staro realnost, biti nekako ne zaprt, priprt doma, pač počakati, da stvar mine, skine, da jo pozdravimo, preprečimo karkoli že, pa da potem te festivale res zaživijo, mogoče naslednje. Cepljenje, da ali ne? Ja, cepljenje, to je zelo tako vprašanje, zelo osebno. Tako bom odgovoril, jaz sem se cepil dvakrat in na srečo nisem imel stranskih učinkov, slišim, da eni imajo probleme s tem. Predvsem bi prvi to podaril, da mislim, da je cepljenje odločitev posameznika, naj se ljudje sami odločijo, kaj bodo. Mislim, da posiljevanje oziroma prisiliti nekoga v cepljenje ni ta prava odločitev. Zdaj, seveda pa mislim, da to sabo prinese posledice, če se ljudje ne bodo hoteli cepiti, pa bodo mogli kakšne posledice tudi po svojih hrbtih čutiti. Tako kakor je bom jaz, če bom imel stranske učinke čez toliko časa, tega rizika se tudi pripravljen prevzeti za zdravje, da ne bom pomote. Ne, še to bi rad povedal, nikakor ne mislim, da se ljudje cepijo toliko v tem smislu, da bodo hodili na dopuste, kakor jih je malo sram priznati, da se bojijo korone, da se bo kaj hudega zgodilo. No, jaz se ne bojim priznati, mislim, da ne bi rad bil v bolnici, da ne govorim intubiran ali pa tako in preživljal te muke, ki jih ljudje preživljajo. Tako da moj glavni razlog za cepljenje je strah pred boleznijo sam. Ok, pa za konec, mogoče danes v bistvu med dvema puncama ženske DJ-ke zadnji čas se kar razturajo, spodbujamo, mislim, kaj bi rekli? Ja, seveda si. En komentar. Ženske so... to moška? Ja, no sej, v bistvu kaj se je zgodilo, ženske so bile zelo glasne, da so zelo zapostavljene v tem poslu. Zdaj mislim, da tudi slučajno ni več tako. Seveda bo statistika govorila še zmer moški v prid, ampak mislim, da ženska samo pojavnostjo, še posebej, če malo bolj zgleda, ima prednost pred moškim neverjetno velike, tako da
Mislim, da so si punci zaslužili ta spotlight, da so dobri in vse. Ja, bil čas, da so kaj, kar so. Okay, kaj si lahko obetamo danes? Danes si lahko obetamo eno fajn žurko, z veliko nove glasbe, ki se je nabrala v vseh teh mesecih. Seveda bom zavrtel tudi kakšen komad, ki ga vmes nisem mogel, tale let pa pol skoraj, tako da ja, komaj že čakam.